V današnjem vlogu boste lahko videli, kako sva zagradila tale prostorček s suho montažno steno, ki pa ima eno posebnost. Obok. Inspiracijo sva našla na spletu, zdelo se nama je, da bo takole celoten izgled bolj mehak in bo prostor lepše dihal. Klemen se je zelo temeljito lotil raziskovanja, kako bo to izvedel, ker saj veste, 2krat premisli, 1krat zareži. Oboke je začrtal, nato pa jih izrezal kar z ročno žagico, ki pa jo je naredil še moj stari ata. Prva plošča bo sedaj odrezana. Tlele imamo zdaj en kos, ki je viška in ga bomo uporabili nekje drugje. Zdaj mi hočemo ta kos ven dobiti, to bo vrh najine stene. Ta bomo kos še nekje drugje uporabili, zato da nisem rabil ful plošč kupiti, pa da je bilo ful odpadka. In ker nimava te, kako bi se reklo, lajšta, mi rečemo lajšta, ampak... Ravnila. 10. Tako da imamo prvo stranico in prvi strop. Odnesemo gor. No, evo, zdaj lahko z vami delim naslednji korak in sicer kako bo zaključen tale rob. Tlele se zaključi stena v to steno pod pravim kotom in ta rob nočemo, da je oster, imela s Klaro želiva, da bi bil tako zaobljen. In bomo ta les uporabili, ki ga bom pol pooblal. Fora tega stebra pa je, da kot vidite ni nov, ampak je uporabljen od štenk, od stopnic, ki jih imamo tamle dol. In tle je ful dober primer, kako lahko nekaj porabiš še enkrat. Ja, zdaj smo na točki, ki stene imamo, oziroma skelet, na katerega bomo začeli pripenjati tele kovinske profile. Začel bom z stropnim pa talnim. Ko imaš te dva, bomo postavili pa še pokončne. Sprav, tukaj nekje bo najin vhod. Tako da profil pride do začetka vhoda, pa od konca vhoda, pa do stene. In to sem z metrom zmeriš. Nosilce je Klemen najprej mislil narediti lesene, pa so mu v trgovini svetovali, da so kovinski veliko bolj primerni in lahki za instalacijo. Tako, ravnina. No in zdaj zadnja od okvirjev je pa še tale, ki pride pa nad obokom. In jo bom pričvrstil na tega pa tega. Oziroma pa narezanje izolacije za vmes. In za tu je dobro pa zamenjati rezilo, s tem smo gips rezali in je zdaj že neostro. Gremo zamenjati rezilo in pol tega se lahko kasneje za ostale stvari spet naprej uporablja. Morda se sprašujete, zakaj sta pa dodala izolacijo? V bistvu predvsem zaradi zvoka, ker bi votle stene zelo odmevale, deloma pa tudi zaradi same stabilnosti. Evo, nov dan, danes Klare ni, čaka nas, se pravi, jutro ali pa pojutrišnjem imamo željo prebeliti in če hočemo prebeliti, moramo do takrat pripraviti, da bo gips plošče, da bojo ready. To pomeni, da bomo bom pol gor pokazal, bomo pokitali. Klara mi je joto pripravila. Gremo v akcijo. Evo, začeli bomo z obokom. Uporabili bomo pa ta upogljiv, prilagodljiv profil, ki je mišljen prav za take primere, kot je tale naš obok. Smo pri fazi, ko dajem zdaj gips, želim dati po tem oboku, po notranji strani. In tu sem izrezal 3 take trakove, en tukaj,
vsak na svoji strani, en tukaj, pa en čez cel obok. In pri teh ni nobena posebnost, pa če jih sem na ta pravo dolžino dam, višino v tem primeru, pa odrežem, pa na tem isto. Pri oboku je pa treba po hrbtni strani narediti zareze, en kup zarez, in se pa lahko tako ukrivi tudi gips. Zaključni rob pri oboku je najlažje narediti z zaobljenimi profili, ki se jim v angleščini pravi bullnose. Klemen je poskrbel, da so le-ti s penjačem bili dobro fiksirani, ampak hkrati je pa moral tudi paziti, da zaponke niso premalo pritrjene ali pa da kje slučajno so tako malo neprilagojene. Zakaj? To bi namreč pri kitanju kasneje predstavljalo velik problem. No, na to je pa končno na vrsto prišel proces kitanja, brušenja. Ta proces se je ponavljal, dokler Klemen ni bil zadovoljen z rezultatom. Prva faza kitanja je za mano. In zdaj na vrsti tale rob, ki je pa razred zase, ker je unikat in v bistvu sem se odločil, da se bom lotil z mrežico. Noter je skrit lesen steber, ki sem ga zadnjič pokazal. Malo je čez gipsa na vogalih in zdaj čez sem dal mrežico in še pride zdaj masa lepilna, da vse to da obliko. Ups, pigeons. Pa rekla, da sta njegova natančnost in pozornost do detajlov najbolj prišli do izraza, ko se je vse pobelilo in evo, tole je rezultat. Vedela sva, kaj hočeva, nisva vedela, kako bova naredila, ampak smo vseeno naredila. Sem naredil. Ko je meni Klemen povedal, da bo tla obok, mu najprej nisem verjela, ker nisem si predstavljala, da človek lahko to sam naredi, ampak evo, domači majstri, 1-0. Ok, dosti je bilo, dajmo kaj drugega početi.